Karl Laharnar je za vse od nekdaj Karlo, čeprav je kot srednji brat med dvema sestrama rastel tudi kot Karlč, kar morda ni najbolj skladno z danes postavnim, že na pogled odločnim možakom, ki se je v življenju spoprijel z marsikaterim izzivom in zna utopične ideje pripeljati tudi do konca. Od mladih let je predan domačim krajem na Planoti. Ko sem bil mlad, mi je vleklo v svet in tudi bi si želel iti v svet. Vem, da so bile razmere doma na kmetiji take, da mi to enostavno vest ni dopustila. Zato sem ostal in začel z obnovo kmetije. Vmes sem ustvaril družino in enostavno so korenine pognale in nisem mogel več se odcepiti od te Planote. In zdaj vsak dan bolj vem, da sem prav naredil. A Karlo se zaveda, da bi v teh krajih tudi danes mladi tako naredili, če bi se jim le lahko zagotovilo pogoje, ki omogočajo štalco in kravco. Ja, vsa ta leta, ko sem bil tudi nekako aktiven na družbenem področju, sem zmeraj čutil ta čut do mladih, da moramo nekaj narediti za to, da mladi ostanejo. Zato smo tudi se zmeraj trudili in nekako zagotavljali s pomočjo občine vso potrebno infrastrukturo. Gradili smo začeli smo s cesto, vodovodom, pa jaz štejem kot del infrastrukture. Tudi v zadnjem času, pred 2 letom, smo otvorili novo Galusovo dvorano in mislim, da bo koga od mladih zdržalo. In če bo eno družino, potem smo nekaj naredili na temu. Karlo je ob upokojitvi opustil politiko, saj čuti, da je še mnogo področij, kjer lahko z veliko vnemo izrazi dobre zamisli, v katere verjame, da so za to okolje koristne in za prihodnost pomembne. Opustil je tudi kmetovanje, ker je v bitkah z mlini na veter nekoliko obupal, je pa zato našel povsem nov in izjemno koristen konjiček. Naredil sem žago zaradi reskrodovine in tudi eno tako priročno mizarnico, tako da mi časa zmeraj zmanjkuje. Karlo je doma v naravnem okolju Šentviške Planote, bil je gospodar in starešina lovske družine Planota, ustanovni član Zveze lovskih družin Zgornjega Posočja, od nekdaj pa ga narava nagovarja in kliče. Absolutno, rad sem v naravi, večina dela, ki ga opravljam zdaj v pokoju, tudi opravljam v naravi in to me je zmeraj nekako izpolnjevalo in mogoče tudi ohranjalo, da se še zmeraj vsaj počutim se dovolj zdrav in vitalen. Karlo Laharnar, avtomehanik s polno delovno dobo, vojni veteran, 4 mandate občinski svetnik, član krajevne skupnosti, več kot 20 let gasilec, gonilna sila turističnega društva Šentviška Planota, predan in gospodaren spodbujevalec razvoja na Planoti, je po srcu izjemno mlad, navdušen motorist in pravi roker, ki je ključno prispeval, da ima Gora čisto svoj rock festival. Jaz sem vsa ta leta, odkar obstaja festival, sodeloval in poskušal po svojih močeh pomagati. Ko bom tudi vnaprej, dokler mi bodo moči dopuščale. Pomagam pa zato, ker potem festival pomaga drugim. Karlo je zagovornik svobodnih idej, odprtih dialogov in aktivnega življenja. Leta 1991 so na Planoti prijeli za orožje, a imeli eno samo željo: braniti dom in ohraniti mir. Kakšen je spomin na vojno za Slovenijo? Ja, ni lahko vprašanje. V času osamosvojitve sem bil v teritorialni obrambi in v prvih vrstah, ko smo zasedli vojaško skladišče, ki je na Šentviški gori še zdaj aktivno. Istočasno sem bil v tem obdobju tudi v krajevni skupnosti, tako da sem deloval na večjih segmentih in mislim, da smo v času osamosvojitve vse akcije, ki smo jih peljali tako, da ni prišlo do nobene žrtve. Čez vaško jedro na gori, mimo obeležij Galusu in Laharnarju, do mogočne nove dvorane seže vsako jutro ob ptičjem petju in rahlem hribovskem vetru Karlotov pogled v prihodnji čas, ko bodo na Planoti mladi še naprej gradili svoja gnezda in se bo tresla gora, saj na vprašanje, ali rek ne čakaj na maj, zanj še kako velja, skromno prizna. Ja, v glavnem ja, se mi zdi, da ja.